Ste vedeli, da imamo v našem telesu 600 mišic in da je tista najbolj delovna srce, naša najmočnejša mišica, kdo bi si mislil, ne sploh pri ženskah jezik, ne se nisem pri ženskah, to se bom strinjala z mano. In poleg tega, da naša mišična masa doseže pravzaprav tisti, kako bi temu rekla, višek, ne? Vrhunec 30 let. Ne, se šel kar malo zamisliti. Teja, lepo pozdravljena v naši družbi. Bravo. Bi še kaj dodala, ne? Zdaj sem povedala glavne stvari, torej jezik, a to velja za ženske in za moške, ali ženske, ki vodimo? Ne, kar za oba velja, da je ne? najmočnejša. Neverjetno, ja. Zdaj, ko govorimo o mišicah, ne, kakšen pravzaprav pomen bi dali mišicam, ne, v našem življenju? Se sploh kdaj ljudje vprašate, ne, koliko pomembno je v bistvu, da ohranjamo mišično maso, ne? Teja, boš kaj več o tem povedala? Ja, najprej bi rada izpostavila to, da, kar sva zdaj omenili, da mišična masa doseže vrhunec pri 30. letu starosti, ne pomeni to zdaj, da je vsega konec, če smo stari 32 ali več, ker se da tudi po 32. letu zelo lepo pridobiti še kakšen odstotek mišične mase, predvsem pa jo je pomembno ohraniti, zato da nam da ta podporni sistem, da lahko se mi ukvarjamo z vsemi stvarmi, ki si želimo in tako športno kot na vsakodnevni ravni. No, Teja, ti si drugače kineziologinja, ukvarjaš se tudi z rehabilitacijami, ki pa verjetno so posledica tudi tega, da torej premalo pozornosti pravzaprav posvečamo svojim mišicam in potem pride do poškodb, ne, in je potem jih treba sanirati, je tako? Ja, predvsem gibanju, ker naše telo je narejeno za gibanje in če se gibamo nepravilno oziroma se ne dovolj gibamo, se telo nabere neke te oblike kompenzacij. Jaz temu rečem kot neki čebulni sloj, ki se nabira na telo, zaradi česar se naši te gibalni vzorci malo popačijo. In ko se te gibalni vzorci popačijo, se začnejo neke mišice bolj aktivirati, ene manj, in zaradi tega se določene strukture preobremenjujejo. Zdaj nekomu lahko to udari na koleno, nekomu na hrbet, nekomu na stopalo, skratka, nekje udari to ven in se potem to da zelo lepo in najučinkoviteje odpraviti z gibanjem. Se pravi, da mi izberemo neke ustrezne vaje, da nekako, jaz temu rečem, resetiramo telo, da ujamemo pravilen vzorec gibanja in potem tudi, kad delamo vaje za moč, krepimo mišice na pravilen način, se pravi, da ne še nekako dodatno krepimo teh nepravilnih vzorcev gibanja. Tako. No, veš, kaj mi je zdaj na pamet padlo, ne? Govorila si, ja, pa potem telo nekako proba ta manjko, Torej, gre v bistvu za to, da mi z tem, kar se ne gibamo, oziroma mogoče se napačno tudi gibamo, kar se gibamo, v bistvu v telesu ustvarjamo neko neravnovesje. In ker je neravnovesje, potem telo hoče sam nekako ravnovesje spraviti, ampak pravzaprav ne more sam na pravilen način in zato pride recimo potem do težav, hrbet, križ, kolena, kakorkoli že, ne. Zdaj, ko enkrat v bistvu ljudje, torej imamo težave že z neko bolečino, v bistvu takrat pa je pomembno, da se v bistvu obrnemo na strokovnjake, ker sami torej samo z nekim gibanjem situacije ne bomo mogli pravilno rešiti, verjetno, ne? V veliki večini primerov se potem zgodi, da se zadeve ponavljajo, definitivno. Bolj kronično, ne? Ja, ker ena stvar je, ki si jo tudi ti zdaj omenila, naše telo je ful pametno, da nam bo ne glede na katerikoli način omogočilo gibanje. Zdaj, ali je to ustrezen ali neustrezen, ampak omogočilo ga bo. Dokler potem ne pokuri vseh teh kart svojih s kompenzacijami, ker enostavno ne bo moglo več in bo bolečina tako velika, da se bomo mogli res ustaviti. Ne? Takrat je to že res en tak velik signal in zato je res smiselno, da se gre do nekega strokovnjaka, da pokaže, kje so hakeljci, na kaj je potrebno paziti, zato tudi jaz poskusim moje stranke izobraziti, da tudi, ko grejo potem sami v telovadnico ali pa v hribe, da nekako imajo feeling in na kaj je potrebno paziti, ko se vaje izvaja, kaj je pomembno, kaj je dobro čutiti, kaj ne smemo čutiti, tako da potem v bistvu imajo neke smernice in tudi, če se jim zadeva slučajno ponovi, da vejo in imajo v žepu en par teh vaj, s katerimi si lahko pomagajo, da ne grejo v to neko paniko, zdaj kaj se dogaja z mano in si znajo nekako v prvi vrsti sami pomagati, potem pa, če bi bilo karkoli, da mogoče pridejo spet mimo, pogledamo neki
in potem spet temu tako prilagodimo. Zdaj več ali manj se govori torej o tej bolečini, pa potem kako se rešiti te bolečine, torej preventiva oziroma potem že kurativa, če je potrebno. Ampak zdaj mišice pa ne vplivajo samo, niso povezane v bistvu samo z gibanjem. Ne? Govoriti mora tudi o hormonih, pa o nekem splošnem v bistvu razpoloženju in konec koncev tudi o našem imunskem sistemu. Ne? Definitivno, ker če imamo mi težave, to vpliva tudi na naš način razmišljanja in na naše počutje in to definitivno vpliva tudi na sam nivo in ravnovesje hormonov in posledično je to verižna reakcija, ki vpliva vse skupaj tudi na samo fiziološko raven telesa, tako da je potrebno res dati fokus na to, kako se gibamo, predvsem, da se gibamo. Ni potrebno zdaj dvigovati nekih ful velikih tež. Pomisliš mišice, fitness, ne? Ja. Ni to tako. Ne, jaz vedno poudarjam tako, da si najdemo neko stvar, v kateri uživamo in se počutimo po njej dobro. Tudi če ne dvigujemo res nekih velikih uteži, lahko gremo tudi v sprehod na naravo, da si prevetrimo glavo, da najdemo nekaj, v kateremu se imamo fajn, da nam ni težko se spraviti res. Pridejo dnevi, seveda, da nam je malo težje kot druge dneve, ampak predvsem, da se imamo fajn in da uživamo in da nekaj naredimo zase. Tako. In gibanje ne bo kar vsakodnevno predvidevalo, ne? Jaz bi tukaj samo še rada izpostavila, ker naše zdravje je res neka ta tektonska plošča, na kateri stoji vse. Se pravi, in naša kariera, družina, karkoli drugega, tudi te naši hobiji in vse ostale stvari in če tega nimamo, potem se vse v bistvu začne podirati in težko potem damo fokus na družino, če sami se ne počutimo v redu ali pa na kakršnokoli drugo stvar, ker nam zdravje tega ne dopušča. Ja, premalokrat se to zavedamo. Zdaj, torej danes, če govorimo o mišicah, je prav, da seveda izvemo tudi, ne, kaj je pravzaprav tisto najbolj pomembno pri mišicah in to je verjetno, da jih na pravi način tudi nahranimo. Ne samo, da jih matramo, ne, da so pol bicepsi, pa tricepsi, pa tako naprej vidni, ampak predvsem, kaj torej vnašamo v naše telo. Ne. Kaj je torej tista najbolj učinkovita hrana, ki torej naredi največ čudovitega za naše mišice? Ja, za mišice so definitivno proteini, ker se mi zdi, da vsi radi o njih govorimo. Je predvsem pomembno, da je prehrana uravnovešena, ampak definitivno, da je dovolj bogata z beljakovinami, ker omogoči, da se mišice lepo regenerirajo in mišične mase mi ne zgubljamo. Definitivno niso tle pomembni samo proteini, ampak tudi zadostno število kalorij, unesenih v dnevu, ampak če zaužijemo dovoljšno količino beljakovin, omogočimo, da imajo mišice dovolj prehrane, da se regenerirajo in nam nimamo težav z to bolečino po samih treningih, ni tako velika, ker imamo ustrezno breme, ustrezno prehrano in s tem nekako lepo napredujemo in ohranjamo ta zdravi nivo mišične mase. Zdaj prva stvar, o proteinih, kot ste rekli, veliko poslušamo, torej poznamo tiste v prahu, ki so taki veliki, vedra pravzaprav, še ki jih ponavadi bodybuilderi jemljajo. Imamo tu take ploščice, na kaj moramo biti mi recimo laiki, ti si profič, pa veš kaj gledati, na kaj ne bomo mi pozorni torej pri vsebnosti proteinih, ker proteinskih ploščic ali pa recimo proteinskih praškov je na trgu ogromno, kako pa ločimo zdaj zrno od plevela, ki se reče. Torej, kaj je tisto dobri proteini oziroma, da res vemo, da nismo kupili mačka v žaklju? Ja, definitivno ena stvar, ki jo dostikrat poudarijo, je, da manj sestavin kot je, boljše je. Aha, okej. Se pravi, predvsem ta barvila, ta sladila, da jih je čim manj. Potem, če je stvar, jaz sem itak veganka, mislim, večinoma se prehranjujem po rastlinski prehrani in zato mi je tudi meni pomembno, kakšne vrste beljakovin je noter, ker sem ugotovila, da mi mlečne ne ustrezajo, zdaj pa je to odvisno od posameznika. Najbolj mi je pa pomembno, da so čim bolj biološke sestavine. Ta je zate, le, ki je veganska. A si jo probala že? Ja, iskreno, lih ta vikend sem jih imela s sabo na kolesarskem izletu in so mi bili fenomenalni. Ker so lih prav nasitne, lih prav sladke, ker jaz res ne maram teh čokolad, da so sladke. Predvsem pa so mi všeč, ker ne vsebujejo alkoholnih sladkorjev, ki vplivajo na napihnjenost ali pa na razdražen, se pravi na
napihnjenost, pa na vetrove, vse skupaj, ko pojemo te čokoladice, ker dosti krat te čokoladice imajo ta efekt. Tako da meni so te vrhunske, pa ta z arašidovim maslom, ta viola, ki je meni pa najljubša. Ja, hvala, če pa naša strokovnjakinja potrdila, a potem pa veste kam. Klik na spletno stran klepetobkavi.si, tam boste seveda našli tudi naše čokoladice, ki jih je stavkala kdo druga, pa naša mama Jasmina, ker res naša v svoje telo samo ta dober. Te najlepša hvala seveda za obisk in bodite pozorni torej na vaše mišice, ne samo, da se dovolj gibate, torej da uživate tudi zadostno količino proteinov, in predvsem, da niso vsi proteini ta pravi, ne. Bodite pozorni torej na tisti drobni tekst.